Iz studia 136 vam kličemo zdravo. Tudi to so vesti na vesti. Medtem ko se je včeraj po ljubljanskem Rožniku sprehajal Medvedek, kriminalisti brez milosti preiskujejo podjetja in njihove direktorje. Prejšnji teden Apek, ta teden Luko Koper, včeraj pa so brez milosti potrkali na vrata direktorju Klavdiju Godniču, direktorju podjetja, ki si s pticami deli nebo, in tudi Marku Jakliču, nekdanjemu šefu zavarovalnice Vzajemna, zdaj pa najbolje plačanemu direktorju Ljubljanskih lekarn. V sredo preiskani direktor Luke Koper Robert Časar s člansko izkaznico SDS je po nasvetu svojega odvetnika včeraj vendarle stopil pred medije. Kot sami veste, da se je ta gonja začela po volitvah z pismom 4 poslancev in tako naprej. Mislim, da stopnjuje. Mislim, da se bo verjetno še po načelu diskreditacije in likvidacije. To ni dobro, to ne samo, jaz to lahko prenesem. Bolj močen, pa debelo kožo imam, precej izkušen, ampak jaz tega ne privoščim nobenemu izmed vas ali komorkoli v tej državi. Tak način me spominja na stalinističen način, na obdobje, ko so bili vsi sumljivi in vsi obtoženi. Sam da vam povem, da je toliko cajta trajalo, da smo prišli pred kamero, zato ker je Jan skušal zravnati tale rob mize z robom kadra. Ampak če postavil mizo v balans, pol se slike so po stran, tako da... Ampak se je ful trudil, me je pelil malo naprej nazaj. Medtem ko se mi ubadamo s poravnavanjem kadrov, pa vlada ponovno zaseda in se ubada z nagrado bivšega direktorja NLB Marjana Kramarja. Gospodu iz Zasavja hočejo namreč na vsak način odvzeti kar milijon evrov. Finančni minister Frenki Križanič pa je povedal formulo, kako bi Kramarju lahko del vsote vendarle ostal. Zdaj, kar se tiče nagrade gospoda Kramarja, se z njo tudi najraje ne bi ukvarjal, če ne bi bila tako izjemno visoka, v tako neugodnem času. To ustvarila veliko stopnjo nezaupanja na simbolni ravni med našim prebivalstvom, tako da jaz mislim, da obstajajo realne možnosti, da se to povrne, pa da se vsaj del tega povrne. Če bi pa gospod to nakazal dobrodelne namene, bi verjetno, vsaj večji del bi verjetno potem malo razbremenil zdaj to prenapeto ozračje. Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, po novem kar šef za telekomunikacije, Gregor Golobič Novomeški, je brez podtona za opozicijo pojasnil, zakaj mu je bila ta naloga zaupana oziroma pisana na kožo. Ja. Če odgovorim lahko na vaš neizrečen podton, oziroma podton teh diskusij, ko gre za kakršnokoli relacijo do gospodarskih družb z tega področja, vse pristojnosti ostanejo nespremenjeno, torej na Ministrstvu za gospodarstvo. Pa vendarle, če se vrnemo na telekomunikacije, ali boste lahko imeli zdaj vi osebno vpliv malo večji za pridobivanje določenih poslov za določena podjetja, kar se že špekulira pri opoziciji? No, to so počeli oni 4 leta in bilo bi zelo slabo, če bi sklepali o meni po sebi. Tega nisem počel ne v preteklosti, ne bom pričel prihodnje. Sama ta sprememba zakonska, če bo sploh sprejeta, ne daje prav nobene opore za takšne špekulacije. Oni so pa 4 leta poskušali dokazati svoje insinuacije iz leta 2004 in vse revizije, drage revizije, ki so jih naredili, plačali, povečkrat so jih postavili na laž. Zunajmejni minister Samo Elžbogar ima polno glavo težav s tiho diplomacijo. Zato je zavrnil tudi učenje hrvaškega kolega. Pa dogovor je tiha diplomacija. Se pravi, ne boste več zdaj odgovarjali? Ne, zanima me resno. Dogovor je bo tiha diplomacija, ampak vsak dan slišimo iz Hrvaške zelo ostro retoriko, tako da se ne bi pristal na to, da mi hrvaški kolega učijo tihi diplomaciji. Tihi diplomat Samo pa ima po novem, poleg Dimitrija Rupla, tudi sam svojo beležnico. Beležnice vam še ni posodil?
Ne, imam že svojo, je precej polna. Katoliško-protestantska velika noč je mimo in pravoslavna pred vrati. Tjoj, Sarkičev dan si imel pa zgodno, a? Zato smo premierja Pahorjevega Borčija vprašali, koliko pirhov si je privoščil. Odkar premijer uživa podporo nadškofa Uranijuma, so njegovi odgovori zelo posvečeni. Prosim. Verjamem, da je zadnje vprašanje Denis Sarkić Vest, gospod premijer, malce v ekumenskem duhu, pa vseeno, ker smo med dvema velikonočnima praznikoma, ne? Koliko velikonočnih jajc ste si privoščili? Dobro. Jaz bi tukaj končal, kot je rekel vaš kolega, da je to zadnje vprašanje. Razen, če ne izkoristimo tega prazničnega ozračja, zato da dam tudi vam priložnost. Dobra vaga v nebesa pomaga. Prosim. O štipendijski politiki. Komentar dneva Andrej Božič. Zgodba o štipendijah je zgodba o tem, kako ta država že nekaj let nima štipendijske politike. Začela se je leta 2006 z idejo o celoviti prenovi sistema štipendiranja, ki naj bi mladim med drugim podelila 10.000 novih štipendij. Leta 2007 je v sprejemanju zakona Študentska organizacija Slovenije glasno opozarjala, da predvidene spremembe ne bodo prinesle novih 10.000 štipendij, tako kot je bilo obljubljeno. Simulacije, ki smo jih kot socialni partnerji lahko le delno videli, so namreč jasno pokazale, da se število štipendistov ne bo spremenilo. Da so rezervirali dovolj sredstev, so rekli. Lansko poletje smo tako še enkrat opozarjali, da ne glede na rezervirana sredstva o številu štipendij odloča cenzus, ki pa ga prejšnja vlada trmasto ni hotela spremeniti. Rezultat? Letos je okoli 20.000 prosilcev za državne štipendije ostalo brez štipendij. Denar pa je ostal v proračunu neporabljen. Potem je prišla nova vlada. Našla je ta neporabljena sredstva na postavki za štipendije in jih brez kakršnega koli posveta za študenti prerazporedila, medtem ko se zaradi krize v rebalansu proračuna sredstva za socialne transferje povečala za skupno 140 milijonov evrov, so jih skoraj 7 milijonov za štipendije odvzeli, brez dialoga in brez konsenza. Zato pa smo se istočasno v okviru socialnega dialoga znašli pred ministrstvom, ki cenzusa ni hotelo spremeniti tako, da bi ujeli vsaj obljubo izpred 2 let. Razlog? Sredstev na postavki na tej isti postavki ravno znižani pač ni dovolj. Zato so se s spremembami zakona o štipendiranju, ki prihajajo v državni zbor, študentje ne strinjamo. Spremembe so seveda nujno potrebne, ampak tako, kot so predlagane, so nezadostne. Ministrstvo je sedaj sicer povišalo vstopni cenzus na 65% minimalne plače in cenzus za tiste, ki se šolajo oziroma študirajo izven kraja bivanja, na 68%. Menimo, da bi se ta cenzus moral zvišati vsaj na 70% minimalne plače, da bi bile državne štipendije bolj dostopne, še bolj tistim, ki živijo daleč od univerzitetnih središč. Dvig cenzusa na 70% minimalne plače pa bi omogočil okoli 2000 dodatnih štipendij več. Ta dvig pomeni približno pol sredstev, ki jih je vlada za postavke ravnokar odvzela. Podporo našemu stališču po zvišanju cenzusa so izrazili tudi državni svetniki pri Komisiji Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport. Mi študentje si bomo še naprej prizadevali za več štipendij in iskali razumevanje problema premajhnega števila štipendij pri poslancih. Upamo, da nas bodo oni razumeli in na koncu sprejeli tak zakon, ki bo zagotovil nujno potrebne dodatne štipendije. Slovenija, 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 kulturac. V sklopu meseca romske kulture, ki še vedno poteka, sem se včeraj udeležila delavnice romskih plesov ali po romsko Romano Kelibe. Teh je seveda več vrst. Moja sogovornica, plesalka in mentorica Mojca Rakipov Nursel pa je seveda raziskovala tradicijo svoje družine, ki je v Makedonijo prišla prek Turčije in Egipta iz Radžastana. Zanč tako slišim, da romske deklice mislijo, da pač romski ples je orientalski ples, kar ni res. In me veseli, da na takih priložnostih, kot je v bistvu tole festival romske kulture, so momenti, ki lahko jaz tudi najbolj podkrepljeno z slikami in z videoposnetki razložim v bistvu razlike in enakosti romskih stilov plesa.
Mojca sicer vodi tudi delavnice romskega plesa vsak ponedeljek, sicer pa, da jo spoznate in se malo plesati naučite, lahko že danes, kajti delavnica bo v Upravni hiši Slovenskega etnološkega muzeja še danes in sicer ob 18. uri. In še vreme, če vas zmoči in na to obsije sonce, tako kot je Mojca rekla in kot je rekel njen tata, udri brigu na veselje. To so bile Vesti na vesti. Iz studia 136 vas pozdravljava Jan Šiško in jaz, Irena. Pa. Čau! Čau!